Ola, sem hotel povedati nekaj na temo, ker sem slišal v javnosti nekaj o deportaciji migrantov, ne. In sem hotel samo povedati, ker sem videl ljudi, ki jih poznam, ki zagovarjajo to, da pač jih je treba deportirati, ker izkoriščajo sistem. In sem hotel samo povedati nekaj na to temo, ne. Treba se je zavedati, da migranti niso problem. Problem so kriminalci. In med migranti so kriminalci, ampak tudi med Slovenci so kriminalci, ne. In če bi bilo karkoli treba deportirati, bi bilo treba deportirati kriminalce, ne pa ljudi. Ne. Torej, migranti in Slovenci in Romi, na primer, to so samo skupnosti, ne. To je skupnost, to je identiteta. Ampak kdo je kriv zares? Tisti, ki dela problem, in probleme delajo kriminalci, in torej kriminalce bi bilo treba deportirati, če že, ne. To je prvo kot prvo, za vse tiste, ki ste pristaši deportacije. In istočasno bi povedal, da torej, če se že deportira, naj se potem deportira vse kriminalce, ne samo kriminalne migrante, ampak vse kriminalce, naj se jih deportira, če se že gremo deportacijo in hočemo biti celostni in učinkoviti. In da bo pač deportacija, če jo bomo že plačevali, ne, ker to deportacijo bo treba plačati. In torej, če se že plača, potem naj se s tem našim denarjem naredi učinkovito. To pomeni, da naj se izloči ne migrante, kjer so zmešani ljudje in kriminalni ljudje, ampak naj se samo kriminalne ljudi fukne ven. Torej, vsi, ki so kriminalni, ne samo migranti, ampak tudi Slovenci, ki so kriminalci. Torej, naj se kriminalce deportira, zato da se z našim kešom dela učinkovito. Če se bo deportirali migrante, kjer imaš na primer notri tudi ful cool ljudi, se bo zelo neučinkovito delalo z našim kešom. To je prvo kot prvo. Drugo kot drugo, se moramo zavedati, da marsikeri migrant, ki je cool in tukaj dela stvari, ki jih Slovenec na primer ne bo delal, ne. Zato, ker Slovenec si misli, to je res v pizdi plača za to delo in jaz ne bom tega delal. In pol migrant to dela, ne. In po eni strani, če pogledaš, hvala Bogu, da jih imamo, ker če jih ne bi imeli, tega dela noben ne bi opravil. In torej po eni strani, če hočemo tukaj rešiti problematiko, realno nam jo rešujejo migranti in istočasno se moramo zavedati, da imamo mi tukaj lasten problem, kjer nočemo plačevati in ceniti človeškega dela. Ne? Potem sem hotel še izpostaviti, da deportacija migrantov, ne, glavno stvar, ki sem hotel povedati, deportacija migrantov. Torej, mi smo do zdaj porabljali naš denar, jaz nimam pojma o financah, jaz nimam pojma o gospodarstvu. Vse, kar poznam, je življenjska sila. Tu sem mojster, o drugih stvareh nimam pojma. Ampak bom povedal nekaj na to temo, ne? Ker mislim, da ne rabiš biti doktor, da to veš. Torej, mi smo do zdaj naš keš, davkoplačevalski denar, to naše življenje smo porabljali, torej ta keš, zato da smo sprejeli migrante. V to je šlo ogromno denarja. Oni so zdaj tu, še zmeraj gre denar za njih. In torej mi bomo zdaj ves ta denar, ki smo ga porabili, zato da smo jih sprejeli in namestili tukaj, popolnoma razvrednotili, vrgli stran, ker zdaj bomo porabili dodaten denar, nov denar, zato da vse to, kar smo naredili, razvrednotimo s tem, ko jih deportiramo. Mi s tem ničesar ne razrešimo. Mi bomo zdaj, torej mi smo porabili svoj naš denar, zato da pripeljemo migrante sem, in zdaj bomo spet porabili naš denar, da jih peljemo stran. In torej, s tem novim dejanjem bomo popolnoma razvrednotili vse delo, ki je bilo do zdaj narejeno. Torej, namesto da bi enkrat porabili denar, zato da rešimo problem, smo porabili denar, zato da smo naredili eno odločitev, ki je bilo sprejemanje migrantov, in zdaj bomo porabili nov denar, zato da bomo te migrante deportirali. Ne?
Torej, porabil se bo nov denar, ki bo totalno razvrednotil tisti stari denar. In to je totalno neučinkovito in ne samo, da je neučinkovito, to je ful nesramno delanje s človeškimi življenji, torej nas, davkoplačevalcev, ki se torej naš denar, namesto da bi se naš denar uporabljal za grajenje močne skupnosti, za puščine, se uporablja za to, da se dela neke odločitve, ki ne prinašajo nobene trajnostnih rešitev, nobene zapuščine. Torej vse do zdaj se je naredilo in zdaj se bo z kontra odločitvami vse izničilo. Torej ves cash, ki smo ga porabljali, je šel v luft, ker zdaj se bo porabil pa nov cash, ki torej ne samo, da ves cash, ki smo ga do zdaj naredili, se je že porabil in se ni nič naredilo. Zdaj bomo porabili nov cash, še casha, ki se spet ne bo nič naredilo. Zakaj se ne bo nič naredilo? Zaradi tega, ker deportacija migrantov ne bo ničesar razrešila. Mi vse probleme, ki jih imamo v tej Sloveniji, že prinašajo Slovenci, jih ne doprinašajo migranti. Mi imamo vse probleme, ki jih ima človek že v Slovencu. Ni migrant nobena dodatna predstavitev nekih novih problemov. Vse probleme, ki jih ima migrant, jih ima že Slovenec. In dokler mi ne razrešujemo probleme, ki jih imajo Slovenci, so migranti samo distrakcija. To, da bomo deportirali migranta, je v resnici samo distrakcija stran od naših problemov. Namesto, da bi razrešili slovenske probleme in s tem, ko bi postavili močno slovensko skupnost, bi lahko omogočili tudi razreševanje problemov migrantov in jim nudili pravo integracijo. Torej, namesto, da bi to naredili in bi s tem zavedno odpravili probleme, se losamo distrakcije, kot je migrant, porabljamo denar za to, in v resnici ne razrešujemo ničesar, ker na ta način se rešimo distrakcije, ki zdaj ta migrant je distrakcija, se rešimo tega, kao rešeno je, in istočasno se ne usmerjamo v razreševanje poglavitnih problemov naše družbe, ki je destruktiven človek. Slovenci smo samodestruktivni. In pač namesto, da bi torej razrešili naš vzrok pri nas in s tem bili sposobni nuditi pomoč drugim ljudem, kjer bi pač migrant zdaj lahko bil samo opomba, mi imamo probleme v človeštvu, te iste probleme, ki jih ima migrant, jih ima Slovenec, namesto da bi zdaj razrešili probleme pri Slovencih in postali močni, zedinjeni in bi lahko s tem nudili pomoč vsem ostalim, ne. Gremo mi porabljati dodaten denar za deportacijo ljudi. In s tem zanikanjem kakršnih kolih problemov, ki jih ima človeštvo. To sploh ni razreševanje problema. Poleg tega, kakšno je razreševanje problema, da ti deportiraš migranta, to je to. Torej, migrant je tle, problem imamo in zdaj bomo ta problem samo prestavili v drugo državo. To je disociacija, to je čista definicija disociacije, disociativno obnašanje. Kaj pomeni? Jaz nisem v asociaciji z nekim delom sebe. Torej, en del mene ga ne upam živeti in ga zato potiskam stran. In torej to ni razreševanje problema, to je vzpostavljanje disociacije in ta problem, sploh razrešeni, zmeri se bo na neki točki vrnil pojavu in dokler bomo še zmeri v letu 2026, kjer naj bi bili že kao razviti, kjer naj bi uporabljali orodja integracije, še zmeri uporabljamo orodja disociacije, mi še zmeri ne dokazujemo, da živimo evolucijo. Mi še zmeri razrešujemo probleme na način, da jih dajamo stran od sebe. Torej, migrant je tu, mi smo že porabili denar. In zdaj bomo porabili dodaten denar, zato da migranta prestavimo nekam stran od nas, zato da mi problema ne vidimo. Problem je, ampak je nekje stran od nas. Kaj to je razreševanje problemov, ali kaj? Mi kot človeštvo imamo problem in zdaj bomo torej probleme, ki so tukaj, prestavili 100 km stran ali pa 500 km stran.
Kaj to je reševanje problemov modernega sveta, ali kaj v modernem svetu se tako rešuje probleme. Da imaš problem in ga ne rešiš, ampak ga prestaviš nekam drugam, zato da ga ne vidiš. To je disociativno obnašanje. Zato pa imamo takšne predloge, zato ker vsak človek izhaja iz sebe. Če si samo v disociaciji, je zate disociacija rešitev tudi v svetu. In to se ponuja samo zato, ker imamo disociativne ljudi, ki vodijo in sprejemajo odločitve. To so hudo disociativni ljudje. To ni nobeno razreševanje problemov. Torej, kaj je cilj razreševanja problemov? Nekaj se vcaj pridigam, ponavljam ko papiga. Trajnostna rešitev, torej trajnostni harmonični rezultati, ki se jih ohranja v stanje spontanosti, ne torej trajnost, torej zapuščina. Torej, kakšna je to zapuščina za naše zanamce, če smo zdaj mi naš trenutni problem prestavili 500 km stran in bo, na primer, na neki točki spet prišel k našim zanamcem. Kakšno je to razreševanje problema? Torej, problem je tu, že je tu, konec je tu, ne? In mi zdaj, namesto da bi ga rešili, ga bomo prestavili nekam stran, zato da se bojo, na primer, naše naslednje generacije ali pa že mi kasneje spet s tem ubadali. Kakšno je to reševanje problemov? Če mi problema ne razrešimo, ampak ga prestavimo, bomo kasneje v življenju, mi in naši zanamci, imeli isti problem. Kaj to je evolucija, to je razreševanje problemov, to je zapuščina, ki jo hočemo. Ravno zaradi takšnega vedenja, lastne disociacije, toleriramo, predlagamo disociacijo izven sebe in samo zaradi tega imamo družbo, ki konstantno živi v kaosu in ne doživlja evolucije. Kdaj boste ugledali luč sveta, da zmeri delamo po sebi in da te predlogi samo nakazujejo, kakšni so sami ljudje? Jaz nisem pristaš levice ali desnice, meni je vseeno, mene samo rešitev zanima. Trajnostna, ker samo to je rešitev. In torej to ni trajnostna rešitev, deportacija migrantov ni trajnostna rešitev. Sem dokazal, da ni. In vsi vemo, da ni. Ne moreš se rešiti problema, tako da ga prestavljaš stran. Moraš ga rešiti, ne? In prestavljanje stran problemov ni razreševanje problemov. Torej, mi bomo zdaj porabljali finance, ljudi, pod pretvezo za Slovenijo, za naše Slovence. V resnici se pa porablja denar ljudi, ki je bil težko prigaran, za prestavljanje problemov na kasnejši čas. In torej, potem bojo spet te problemi prišli k nam, ker mi smo skupaj na svetu, nismo ločeni, meje so samo v glavah. In ko bojo problemi spet prišli k nam, bomo kaj spet? Porabljali spet novi denar za spet prestavljanje tega problema. Ali kaj? Bomo celo življenje zapirali meje in prestavljali probleme, to bomo delali v neskončnost, ali kaj? Kaj to je rešitev? Deportacija migrantov ni nobena rešitev. Problem je tu in ne moremo se skriti od njega. Lahko ga prestavljamo, lahko se delamo, da ga ne vidimo. Prišel bo spet sem. To sploh obnašanje odrasle močne družbeni. Tako se obnašajo ljudje, ki niso sposobni razreševanja problemov v svojem lifeu. Takšni ljudje nam vodijo. So nam zmeraj vodili, to ni nič novega. Deportacija migrantov ni nobena rešitev, to je totalno neučinkovito pljuvanje v obraz ljudem, poraba denarja, našega denarja, za nerazreševanje problema. In pol se sprašujemo v družbi, zakaj, torej mi smo družba, ne, ki vsi vplačujemo v sistem in po tej logiki bi moglo biti keša zmeraj na zalogo in dovolj. Ampak kako ga bo zmeraj na zalogo in dovolj, kako bo človeštvo gradilo na bogatstvu, če imamo tiste v vodstvu, ki ta denar kradejo, ker imamo konstanten odliv denarja in istočasno se ta denar uporablja za
prestavljanje in ne razreševanje problemov. Ker imamo potem konstantno ene in iste probleme in se konstantno porablja denar. To je totalno destruktivno, neučinkovito obnašanje, pa nimam pojma o financah. Če hočemo ohraniti denar, če hočemo graditi bogatstvo, moramo reševati probleme. Deportacija migrantov ni rešitev problema. Če hočemo rešiti problem, jaz ne pravim, da moramo sprejemati vse in se dovoliti samo uničenje. Jaz ne kličem k temu, jaz kličem k življenju in k zaščiti življenja. Kar moramo narediti, kar se moramo usmeriti, je moramo se usmeriti v reformacijo šolskega sistema, ki se bo plasiral v javnost skozi vse medije, z namenom, da ljudje skozi utelešenje postanejo celi. Ko bojo ljudje postali celi, se bojo v celosti prepoznali. To je edina stvar, ki nas bo združila kot ljudi, in to je edina stvar, ki nam bo prinesla združeno slovenstvo, ker mi slovenstvo že imamo in pod idejo slovenstva se Slovenci ne združijo. Torej, mi rabimo nekaj drugega, mi rabimo utelešenje in ne ideologijo ali pa identiteto. Mi rabimo utelešenje harmoničnih vrednot, ki jih živimo iz stanja spontanosti, ne iz glave. Torej, utelešenje, vso tehnologijo, ki imamo na voljo, moramo uporabiti za plasiranje učenja ljudi, vodenja ljudi v utelešenje življenjske sile, zato da se v njej, v življenju samem, ljudje prepoznajo in na ta način si zagotovimo varnost slovenstva, našega življenja, našega denarja, našega bogatstva. To rabimo, če hočemo rešiti vse probleme. Močna skupnost, to je edini način, kako lahko dosežemo močno skupnost, in samo močna skupnost lahko odpravi vse naše lastne probleme in istočasno zaradi tega svojega bogatstva nudi razrešitev probleme drugim ljudem, potem si vzor svetu. Potem si ena taka sila v svetu, ki lahko je vzor vsem in nudi pomoč vsem. In torej vsem, ki so željni integracije v našo skupnost, imajo to na voljo, tako kot so to levaki delali, torej levica, torej sprejemanje ljudi, ampak niso nudili zaščite in je zato prišlo do destruktivnosti ljudi. Torej, do destrukcije ljudi. Torej, močna skupnost lahko nudi sprejemanje za tiste ljudi, ki si želijo integracije in jo živijo in dokazujejo. To je možno in izvedljivo, imamo dokaz, da so migranti tega sposobni. Močna skupnost pa lahko potem še kaj istočasno naredi, nudi zaščito ljudem, ki so del takšne močne skupnosti, ker si lahko kriminalce, namesto da se uporablja denar nespametno za deportacijo, si kriminalne ljudi lahko podredi na način, da razreši problem in ne samo, da razreši problem, da se njihova življenjska sila kriminalcev uporabi kot suport naši močni harmonični skupnosti. Torej, namesto da se keš porabi za deportacijo ljudi, kar je totalno neučinkovito, ker ni razreševanje problemov, je samo prestavljanje problema na kasnejši čas, namesto da se to naredi, kar je totalen pljunec vsem v ksiht, se kaj naredi? Se vzpostavi, gremo reči, neko ekomesto, taborišče, zapor, kakorkoli, mesto, prostor, kraj, kjer morajo kriminalci, ne da jih plačujemo in gre spet naš denar za njihovo življenje, ampak da morajo sami sebe na neki kmetiji preživeti in istočasno, da pridelajo, naprimer, še za enega človeka. Torej, morajo sami sebe preživeti in istočasno pridelati pridelek še za enega človeka. Torej, bi se njihova življenjska sila porabila zato, da oni sebe preživijo, ne bi jih mi preživljali in istočasno bi se njihova življenjska sila porabila zato, da sebe preživijo in
še enega, ki je del harmonične skupnosti. To je učinkovito delo z energijo, z našim denarjem, ki ni nič drugega kot življenjska energija. Torej, če hočemo mi razreševati probleme, moramo ratati skupni. Skupni ratamo lahko samo skozi utelešenje, osvoboditev življenjske sile in klicanje k temu skozi vse tehnologijo in medijo, ki jo imamo. To je pravi vodja politik v naši državi. Kdo bo to naredil, bomo videli, če hočeš razrešiti probleme. In torej, če hočemo razrešiti, postati takšni, samo tak kot taki se bomo združili, ne skozi slovenstvo, ampak skozi življenje, življenjske sile. To nas bo združilo, tu se bomo prepoznali, ker v slovenstvu se ne prepoznamo, dokazujemo cel cajt, da smo kot Slovenci nerazločeni, za voljo slovenstva se ne zedinimo. Tu je že 1000 dokazov, ni treba več govoriti. Torej, samo za voljo življenja se bomo zedinili, zato ker tam smo vsi isti. V življenjski sili smo vsi isti, vsak svoj individualen podpis človeka, ampak ista sila nam daje življenje. In tu smo vsi isti, prepoznali se bomo kot Božji otroci, takšni bomo stopili skupaj, zares močni bomo. In samo na tak način lahko torej nudimo integracijo ljudem v celoti, ne samo da jih sprejmemo in dovoljujemo destruktivno obnašanje, ampak integracija v celoti, ker ljudje zares postanejo del naše skupnosti, harmonični ljudje, harmonični pripadniki družbe, in istočasno lahko tiste, ki res zavračajo kakršnokoli integracijo, uporabimo v naš prid, v njihov in naš prid. Če jih odslovimo, prestavimo na kasnejši čas, njim ne naredimo nič dobrega in sebi ne naredimo nič dobrega, v bistvu naredimo slabo obema. Če jih pa uporabimo, njihovo življenjsko silo, ne da jih kaznujemo v nekem zaporu, kjer nič nimajo od tega, ampak da jih damo v neka mesta, ki je zavarovano, kjer so kriminalci notri in je pač to v bistvu nek community, kjer kriminalec mora samega sebe preživeti. Prvo kot prvo, človek bo imel stik z naravo, stik z njivo, stik z delom. Ne bo nič destruktivnega za njega, samega sebe bo preživljal, nudeno mu bo tudi zdravljenje. In istočasno, ker bo delal, torej na sebi in sebe preživljal, bo pač postal skozi, če ni zlepa, bo pa zgrda, na še zmeri human način, postal zrel človek, ki bo na neki točki mogoče dojel, jaz bi pa zdaj bil rad družbe in se bo dokazal, torej, če se nisi zlepa naučil, se boš pa pač zgrda, še zmeri na human način, skozi trdo delo, da moraš sebe preživeti in še enega človeka v harmonični skupnosti, torej delaš za dva, se boš pač dokazal in ti bo istočasno nudeno zdravljenje, se boš dokazal lahko, imel šanso na human, težek način, da pač spet postaneš del skupnosti in je v tem času ni naša energija, ki se porablja zato, da ti živiš, kot je zdaj v zaporu ali pa deportacija, ampak bo dobesedno človek sebe mogel preživljati, ne bo naša energija šla za to in istočasno bo njegova energija šla za njega in za še enega v skupnosti. Torej, v resnici je človek delovna sila in zakaj jo ne bi izkoristili, če je tukaj? Zase in za nas, torej on zase in za nas, kjer bi s tem mi imeli pač totalen učinkovit razreševanje problemov in nobene izgube, namesto da se ga pač pošlje stran. Ne? Štekaš, kaj govorim? Deportacija ni nobena rešitev, totalno neučinkovito delo z našim denarjem. To je samo eno izživljanje. In prestavljanje problema na kasnejši čas. Mesto, prostor, zapor, taborišče, kakorkoli, kjer kriminalni ljudje, ki niso zlepa hoteli postati integracija
integrativni del naše skupnosti, harmonični del naše skupnosti skozi integracijo, ki niso hoteli zlepa, da na grd, še zmeri human način, na težek human način, imajo to opcijo. In če tega niti ne sprejmejo, bo pač to potem njihov life, ne? Torej, mi smo močna skupnost, lahko postanemo samo na način, kot sem že povedal, in takšna skupnost lahko res nudi integracijo ljudem, super, imamo še več ljudi, ki lahko še bolj doprinašajo, top, in istočasno tisti, ki nočejo doprinašati, smo dovolj močni, da si jih podredimo na način, da izkoristimo njihovo življenjsko silo, da doprinašajo nam in da preživljajo sebe, ker bo delal zase in prideloval še za enega človeka v skupnosti, naši harmonični skupnosti. Torej, ne bo se porabljal naš denar za njihov zapor, kot se zdaj. In torej, znotraj tega ima opcijo, da stežka, če ni zlahka, bo stežka dojel, da pač odraste in ima šanso in se nam priključi, in če ne bo dozorel, ker preprosto je, gremo reči, nerešljiv primer, bo pač ostal tam do smrti in bo pač še zmeri, torej učinkovit pripadnik nam, ampak z razdalje. Ne? Imamo torej delovno silo še zmeri, imamo delovno silo, ki lahko doprinaša skupnosti. On ne bo samo tam čičal v zaporu in ki ne bo nič imel od tega, ki bo samo neki kaznovan, torej to je totalno nesmiselno, neučinkovito, nehumano. Ful bolj humano je, da ima človek nekaj od tega, da se iz lekcije, iz nekega destruktivnosti, da se nekaj nauči iz tega. In tudi, če noče biti del nas, da ima še zmeri to opcijo, kjer pač se lahko uči in če ne drugega, da samega sebe preživlja. Da samega sebe preživlja in enega od nas. To je ono, ponudiš rešitev za vse. Kaj je boljšega kot to? In vse to je na human način, ne tak človek, ki na koncu je zlepa in potem še stežka na human način zavrača integracijo v harmonično skupnost, potem je on samemu sebi je prepisal propad, disharmonijo, ne? Nudena mu bila zlepa in potem zgrda in še zmeri si jo zavrača. Torej, človek si je potem res sam kriv. Ne? Torej, tukaj potem res v bistvu mi lahko gledamo z mirno vestjo, da v bistvu ta človek se je odločil pač za samomor, za samodestruktivno življenje. In še zmeri ga zaradi tega ne kaznujemo, je zaprt, ampak sebe preživlja, je v stiku z naravo in istočasno še zmeri imamo korist od njega. Ne? To je, na primer, za moje pojme, učinkovito, inteligentno delanje s financami in z energijo. No, in ko bomo dovolj zreli, da bomo to prepoznali, da je to rešitev, ker povejte mi boljši plan, mi povejte. Vsega ni. Deportacija ni niti blizu tega. Deportacija je zelo neinteligentna rešitev. In tudi sprejemanje, vsi tisti, ki mislite, da sem levičar, tudi sprejemanje in nezaščite tega naših ljudi in teh, ki so tukaj, je pač isto, totalno neinteligentno. Ampak kdo lahko to naredi? Kdo lahko reši te probleme? Kdo lahko naredi tak sistem, kot sem ga zdaj tukaj povedal? Kdo lahko to naredi? Samo zedinjeni ljudje. In če se za voljo slovenstva ne zedinimo, rabimo politike, vodje v našem sistemu, ki bojo klicali k temu, kar kličem jaz. Torej, kaj rabimo? Vso tehnologijo, ki je na voljo, vse medije, ki je na voljo, reformacijo šolskega sistema, ki bo klicala k utelešenju življenjske sile. Da živiš po svoji intuiciji, zato da si dokažeš trajnostne, izkustvene, harmonične rezultate in da nehamo verjeti ideologijam, ki nam ne pripeljajo tega. Ker mi nimamo harmonije in živimo skozi glavo. Gremo si dokazati skozi telo, kaj prinaša harmonijo. In vam povem jaz, da samo sprejemanje življenjske sile prinese to. Zdaj si pa še sami dokažite.
če imate dovolj vsega sranja, ki se ponuja v svetu. Bom dal en banalen primer. Človek, ki zadržuje izraz, naprimer, agresije v sebi, zato ker ga je nezavedno ali pa zavedno strah lastnega agresivnega izraza, ki je del človeka, tak človek bo cel cajt, ki tlači svojo agresijo, v telesu imel napetost, stres in ne bo nikoli imel umirjenega uma. Tak človek bo razvil vse žive simptome bolezni, avtoimunske destruktivnosti, kjer bo skušal skozi življenje živeti po neki morali, po temu, kar je prav, dokler ne bo izbruhnilo in bo naredil pizdarijo. To vsi vemo. In samo, če si dovolimo izraz te agresije, ali pa ko ga takrat doživimo, kadar je izbruh, vemo, da pač se po izbruhu telo sprosti in umiri. Ampak zakaj bi čakali, da izbruhne pretirano in se destruktivno popačeno izrazi, ko lahko to naredimo, s tem, da kličemo k temu, da izražamo življenje v nas, tako kot tisti trenutek zahteva od nas. Če bi mi po poti že izražali našo agresijo, s tem, da bi jo živeli, ali kakršnikoli izraz človeškega, ki je nad spektrum človeškega izraza, bi mi na ta način poskrbeli kaj? Kaj se zgodi, ko imaš neko napetost, neko čustvo, ki ga ne izraziš? Kaj se zgodi? Ali kakršnikoli izraz človeka? Kaj se zgodi? Dokler ga držimo nazaj in ga ne živimo, ker živimo po glavi, po pravilih, kaj bi moglo biti in ne kaj tukaj zares je, kaj se dogaja? Imamo torej tlačenje, stres v telesu, nemiren in potem se silimo eno obdobje živeti in ker je življenje močnejše od nas, ker je življenje nas naredilo in ne mi njega, ima moč nad nami in pol na neki točki bruhne nazaj. Mi lahko samo stvari odlašamo, ne moremo jih pa zares zanikati. Na neki točki nas premagajo in pride do izbruha. In v glavnem hoče samo povedati, da kadar mi doživljamo izraz tega, namesto da tlačimo sebe, da doživljamo izraz sebe, mi sproščamo telo, ker sem dokazal, vsi vemo, da takšni ljudje niso sproščeni in so destruktivni. Ljudje, ki ne živijo svoje življenjske sile. In torej samo izraz tega prinaša sproštitev v telesu. Nobena meditacija ali regulacije stresa ne zares odpravijo problemov, ampak samo življenje skozi intuicijo sprošča telo in umirja Kako bi lahko imel umirjen če nimaš sproščenega telesa? Če telo ni sproščeno v celem spektru človeškega izraza, ne moreš imeti mirnega uma. Ful je agresivno do samega sebe in do ljudi, da pričakujemo, da bojo bili mirni ljudje, če nimajo sproščenega telesa. In da imaš ti sproščeno telo, veš šele, ko ga sprostiš, ker dokler si pod napetostjo in je to vse, kar se poznaš, ti ne veš, da si napet. Šele, ko si na drogi ali se zares sprostiš, vidiš, kako si zares napet. Ne? In torej ti sploh veš, ne, da si napet, ker se celega življenja takšnega poznaš. In torej samo pač na ta način, kjer mi sprostimo sebe, pač lahko sprostimo, torej ko sprostimo življenjsko silo, sproščamo sebe, tu je vzrok in istočasno rešitev. Vzrok je potlačena sila, rešitev je izražena ta sila. In torej, kadar to sproščamo, doživljamo razrešitev na vseh nivojih, ker takšen človek je potem v integriteti, je odgovoren človek, ker to je dokaz odgovornosti. In pač tak človek je harmoničen, sproščen pripadnik skupnosti. In tukaj vidimo, da pač vsak človek v svoji izkušnji si je že dokazal, da izraz življenjske sile prinaša to sprostitev in da v temu je rešitev, ker vsi smo že imeli na neki točki, v nekem delu nas, dokaz, da če to izrazimo, da imamo razrešitev in da to je edino, kar deluje in da samo če v celoti tako živimo, bomo razrešeni ljudje. In če se za voljo slovenstva ne povežemo, ker se ne, potem se bomo edino na tak način lahko povezali. Za voljo življenja, ne?
Ne samo zaradi lepih besed, ker smo res vsi božji otroci, ker se bomo skozi utelešenje prepoznali v tem in ne samo v veri, ampak v izkustvu. Zato, ker bomo res živeli in torej to svojo življenjsko silo, ki prihaja od enega in istega izvora in temu lahko rečeš kar češ, Bog, sila, vesolje, karkoli. Ampak isti ljudje se pač hočem povedati, da božji otroci se med seboj prepoznajo, integriteta se med seboj prepozna, odgovornost se med seboj prepozna, moč se med seboj prepozna. To je edina rešitev, kjer se bomo mi združili in ponudili vse to, kar sem zdaj povedal za razrešitev vseh naših problemov. Ker edino združenje nam to prinese, to nam bo prineslo združenje in na tak način bomo rešili problem, ki ga imamo, naprimer z migranti. Čeprav migranti samo nakazujejo na probleme, ki jih mi že imamo tukaj. Migrant, hočeš to dojeti ali nočeš, je na podzavestnem nivoju odraz vsakega človeka. Vsak človek v tem svetu je na podzavestnem nivoju samo odraz nas samih. Destruktivnost, ki jo vidimo v migrantu, v tistem kriminalnem, je tudi v Slovencih. In nesoočenje s tem je samo dokaz nesoočenja z lastnimi problemi. Tudi če nočete tega videti, ker mi smo vsi bratje in sestre na tem svetu, samo eni ljudje so nezavedni tega. Zato, ker nimajo utelešenja. In če nočete pač tako sprejeti te ideje, da ne moremo ljudi pošiljati stran, zato ker smo tukaj skupaj na tem planetu in v resnici se ne moreš skriti, poleg tega smo bratje in sestre. Torej, če nočete tega tako videti, se pač zavedajte, da na podzavestnem nivoju, tudi če ga vi ne vidite kot svojega, je odraz nas samih. Isti problem, ki ga prinaša migrant, ga prinaša tudi Slovenec. Tega ne more noben zanikati. Vsa dejanja kriminalna, ki jih naredijo migranti, jih delajo že Slovenci. In to naši politiki še največ. Ne? Vidimo, kaj vse prihaja ven, dokaze o pedofiliji in kraji in takšne stvari. Ne? Tako da nesoočenje z migrantom, nerazreševanje migranta v samem vzroku je nerazreševanje, nepripravljenost na razreševanje slovenstva v resnici. Se tega zavedaš ali ne, tako je, to je neizbežno. Če nisi sposoben rešiti migranta, ne moreš niti Slovenca. Ker migrant in Slovenec so samo identitete, problem je disharmoničen človek. In tukaj ni filozofije. Disharmoničen človek je disharmoničen človek. In pot ven iz tega je ista. Zaradi potlačene življenjske sile si disharmoničen, vemo vsi, da si. Ne? Sem že povedal na primeru agresije, na primer. In torej ekspresija življenjske sile, to, da slediš po intuiciji, živiš po intuiciji, je pa rešitev v harmoničnega človeka. Tako da, to je to. To je to. Vsi tisti, ki ste pripravljeni na pravo močno skupnost, se iti nehat konzervativne, liberalne, leve in desne, ampak pravo skupnost, pravo slovenstvo, pravo ljudstvo, polnomočenje, ste vabljeni na delo z mano. Kot vidite, sem na nivoju, ker če govoriš te stvari, to lahko prihaja samo iz utelešenja. To ne more prihajati iz glave. Sem dokaz, da utelešenje ponuja zelo inteligentne rešitve.
kar sem predstavil v tem videu, sem predstavil razrešitev vseh problemov. Ne, istočasno sprejemanje, top, ampak sprejemanje vsega, ne, življenja. In če hočeš življenje sprejemati, medtem ko nekdo torej je destruktiven, si ga je treba znati, podrediti. Sem že povedal način, idejo. Ne? Torej, če se nočeš zlepa naučiti integracije, sprejemanja življenja, se boš stežka, zgrda, na human način. In če še tega nočeš, bomo vseeno te zajezili in uporabili tvojo življenjsko silo v naš prid, na human način. To je zmaga na vseh točkah. In poleg tega imamo še človeka, ki bo na primer ostal v takšnem taborišču, kjer bo imel življenje, kjer bo mogel zase se preživljati in preprosto ne bo nikoli bil pripravljen na integracijo, niti stežka, bo pač se mogel preživljati še zmeri sebe naprej, če ne bo umrl, ker bo nehal jesti in bo umrl. In torej si je človek, ki je imel vse opcije na voljo, na human način in še zmeri, je vse zavrnil in torej je sam pač se odločil za smrt. Ne? In pač tukaj pol več nimaš nič za narediti. Pol si naredil vse, kar si imel za narediti, ti imaš čisto vest in človek se pač odločil za smrt. In če se je odločil za smrt, poleg tega, da mu ponujaš življenje na stojnen način, mu pač pripada smrt. In to je to. In takšnim ljudem je očitno pač namenjena smrt. In to je tudi sprejemanje življenja. To je znak ljubezni. Ker če ti ponujeno vse za življenje in ti še zmeri izbereš smrt, ti je to očitno namenjeno in se more zgoditi. In to je tudi, kot vemo, del izraza našega življenja. In jaz govorim o sprejemanju celega spektra življenja. In če to moraš doživeti, pač moraš doživeti. In je to treba spoštovati. A ja, kaj sem hotel povedati? Mi bi še zmeri, poleg tega, imeli šanso, da bi v bistvu se naša stroka, naši psihologi, terapeuti in kdorkoli, se lahko od takih ljudi učili, če obstaja na human način, ker samo to je razrešitev problemov, ne neko testiranje in mučenje ljudi, eksperimentiranje, kot je bilo v preteklosti, ampak če obstaja kakršnakoli tehnologija in rešitev, ki jo lahko naredimo, da bi vseeno še zmeri človeka odvrnili od tega, da izbere smrt. Ne? Če naredimo vse, kar se da in človek še zmeri izbere smrt, pač mora umreti očitno, ne? Ampak hočem povedati, na takšnih ljudeh bi potem lahko zares šli do igle v potankosti natančno razreševanje, gledanje, kje tiči vzrok za samodestruktivnost. In še zmeri bi imeli korist od njega. Lahko bi se učili od takega človeka, razumevanje vse globine vso globino človeka in torej te realnosti, kaj vse obstaja, in še zmeri bi imeli korist od njega, ker bi se učili od njega in on bi mogel sebe preživljati in še enega od nas. Ne? Torej, povej mi bolj human način, bolj učinkovit human način mi predstavi, pa da vidimo, jaz mislim, da ga ni. In če ne kličemo k temu, glede na to, da imamo vse to na voljo, če ne kličemo k temu, potem v resnici mi nočemo razreševati problemov. Ne vidiš tukaj, ne, eni bi si mogoče mislili, da sem krut, ker govorim te stvari, ampak vidiš, jaz tukaj v ljubezni stojim
popolnoma suvereno in se zavedam, da še zmeraj ljubim. Ne rabim si nikogar podrejati, lahko ponudim vse možnosti, ampak če človek sam izbere smrt, jaz te bom gledal in bom čisto cool s tem. Ponudiš vse možnosti in če človek izbere smrt, kljub vsemu, kar smo mu ponudili, vsej tehnologiji in vsemu zavedanju in dokazovanju, ki ga imamo kot močna skupnost, ker zakaj bi zdaj kdorkoli kupil našo idejo, če mi nismo močna skupnost? Mi nimamo nič zdaj v skupnosti, kar bi imeli kot dokaz, da deluje in nas pelje v opolnomočenje skupnosti, zato da bi nekdo kupil neko naš predlog. Ne? Če imaš potem pa ti vse te dokaze na izkustvenem nivoju, na rezultatih, če imaš ti vse te dokaze, na nekih neizpodbitnih, ker jih živimo kot skupnost, in človek še zmeri zavrača to, potem res dobesedno, gled človek, tako je, pač ti imaš očitno za umreti in boš pač umrl, ker si se sam odločil. In potem dobesedno tukaj v bistvu ni nobene negative več, ne? Ni unega, da bi ljudje imeli odpor gledati nekoga umreti. Ne? Ker zdaj imamo, na primer, v družbi, joj, Uroš, to je ful grobo, to je ful strogo, moramo ga rešiti, ne vem kaj in to, ne, ampak v resnici, če ti ponudiš vse na podlagi dokazov, rezultatov, ki jih mi živimo kot skupnost, in človek še zmeraj to zavrača, potem mu očitno smrt pripada, mu je namenjena. In to je to. In tukaj so ljudje pač potem, hočem povedati, nimajo nobene slabe vesti. Ni nobenega ohranjanja negativizma ni. Ker smo res naredili vse, zato ker smo to živeli. To je super, to je ideal, ki je nam na voljo. To je nam na voljo, to ni neka zgodbica, ki ni izvedljiva, to je totalno izvedljivo. Imamo že vso tehnologijo za to in imamo ljudi, ki nas lahko vodijo v to. Ravno kar predlagam zadevo. Tako da, enkrat, ko slišiš ta message, se zavedaj, da to je top rešitev, to je rešitev vseh problemov. In če hočeš zares prinesti varnost ljudstvu, zlato zapuščino, Slovencem, je to pot. In vedite, da če ta pot ne bo realizirana, se zavedajte, da pač nam naši vodje nočejo dobro. Ker to je dobro za vse, kar sem predstavil tukaj. In še zmeraj dovoljuje in zajema smrt kot nek naravni del človeškega izraza. Če imate boljši predlog, mi ga predlagajte spodaj. Me prav zanima. Jaz mislim, da jačega predloga ni. Če vodje ne sprejmejo to opcijo, glede na to, da nam je totalno na voljo, če se o tem v javnosti ne začne klicati in se dela vse drugo razen te stvari, nam nočejo dobro. Samo to se zavedajte. To je to. Če ne boste lajkali, subscribali, delili teh videov, potem vsaj delite ta message, če se strinjate z njim. Delite ta message, pogovarjajte se z ljudmi, zato da se odpre zavedanje o tem. To je to. Ajde, se vidimo v naslednjem videu. See ya.